Pozdravljeni na letni slavnostni akademiji zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije, donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti. To je že dolgoletna tradicija, zelo pomemben dan, zelo vesel dan za vse tiste, ki čutite in čutimo osebno odgovornost, da podpiramo institucije, kot je Slovenska znanstvena fundacija, seveda tudi druge, da podpiramo in vzdržujemo stike z nekdanjimi prejemniki teh priznanj. Na drugi strani pa seveda, da se veselimo komunikacijskih sposobnosti in odgovornosti, ki jo imamo raziskovalci različnih generacij, različnih strokovnih področij, da komuniciramo znanost, jo predstavljamo predvsem splošni javnosti, kar je namen teh priznanj, ki bodo danes podeljena, da torej vzpostavljamo dialog, stik z njimi in poskušamo ta stik tudi vnaprediti na novo višino. Slovenska znanstvena fundacija je 75 let mlajša hčerka Univerze v Ljubljani, ki je bila in je še vedno jubilantka, stoletnica oziroma stoletna, oziroma zdaj že v 101. letu gospa učenosti. Zato bom najprej pozdravil in povabil gospoda rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Igorja Papiča, da vas nagovori v okviru svojega slavnostnega govora. Gospod rektor, mikrofon je vaš. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije, cenjeni visoki gostje, kolegice in kolegi. Veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da se lahko pozdravim v imenu Univerze v Ljubljani na tej slavnostni akademiji zahvalnega dneva donatorjem, sponzorjem in pa komunikatorjem znanosti. Univerza v Ljubljani, kot je bilo rečeno, je soustanoviteljica Slovenske znanstvene fundacije. Veseli me, da je ta dogodek posvečen tudi obeležitvi naše stoletnice, za kar se seveda Slovenski znanstveni fundaciji iskreno zahvaljujem. Dovolite mi nekaj besed o naši obletnici. To praznovanje nadaljujemo tudi v letošnjem letu do poletja. Za informacijo, pravna fakulteta je dejansko začela delovati šele leta 1920, tako da tudi naša stoletnica še traja, se pravi te obeležitve. Dejstvo pa je, da imam 100 let Univerze v Ljubljani pomen predvsem v smislu 100 let Slovenske univerze. Seveda dostikrat poudarjam, da sega začetki visokošolskega izobraževanja precej nazaj, dlje v zgodovino, tako da bi obstoječim 100 letom lahko dodali še 300 let, torej imamo skupaj 400 let visokošolske tradicije tukaj na Slovenskem. Ta inštitucija, torej univerza, je v takšni ali drugačni obliki preživela stoletja, ne glede na aktualna politična dogajanja in ureditve. Univerza je temeljni gradnik razvoja družbe, tako na področju družboslovja, humanizma, umetnosti, kot tudi na področju naravoslovja in pa tehnologije. Na začetku je bila za mnoge le vse učilišče, ki naj bi skrbelo predvsem za ohranjanje slovenskega jezika, narodne samobitnosti ter vzgojo učiteljskega, uradniškega in tehničnega kadra. A že prvi rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Josip Lemelj, je bil močno predan tudi znanstveno-raziskovalnemu delu in že od takrat naša univerza velja za znanstveno, intenzivno in pa raziskovalno univerzo. Univerza ustvarja in prenaša znanje. Prepričan sem, da je znanje največji potencial Slovenije, samo znanje nam lahko zagotovi razvoj, ki bo Slovenijo postavil v bok najuspešnejšim. Kljub najširši dostopnosti študija ima slovenska družba še vedno težave pri razumevanju univerze kot avtonomnega, svobodnega laboratorija znanja, veščin, razmisleka, dostikrat tudi seveda kritičnega. Z Evropo in svetom tekmujemo v izobraževanju vrhunskih znanstvenikov in raziskovalcev, zato želimo mladim profesorjem in raziskovalcem omogočiti boljše pogoje za samostojno strokovno delo in s tem tudi rast že v obdobju, ko so najbolj ustvarjalni in pa najbolj zagnani. Slovenska znanstvena fundacija je največja slovenska ustanova neodvisnega podpiranja znanosti. Neodvisnost podporo omogoča zlasti donacije posameznikov in gospodarskih družb ter dotacije inštitucij znanja. Omenil sem, da je Univerza v Ljubljani soustanoviteljica Slovenske znanstvene fundacije, torej tradicija našega sodelovanja precej dolga, 25 let, kot je bilo rečeno. Pri izpolnjevanju preomenjenih nalog in zagotavljanju dodatnega financiranja znanosti ima fundacija
pomembno komplementarno vlogo pri podpori znanosti v naši družbi. Dopolnjevanje z osnovnim poslanstvom inštitucij znanja se kaže tudi pri ciljih delovanja Slovenske znanstvene fundacije, ki so zagotavljanje neodvisnih denarnih podpor za razvoj človeških virov za izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti na Slovenskem, pospeševanje doseganja vzajemnih učinkov znanstveno-raziskovalne dejavnosti v podjetništvu, gospodarstvu in slovenski družbi v celoti, pospeševanje sodelovanja članic in članov slovenske znanstvene skupnosti v Republiki Sloveniji, sodelovanje z raziskovalci slovenskega rodu delujočimi po svetu ter z odličnimi raziskovalci iz drugih držav. In kot zadnje, doseganje boljšega razumevanja razvojne vloge znanosti v družbi ter višje znanstvene pismenosti državljank in državljanov Republike Slovenije. Kljub temu, da smo relativno uspešni pri pridobivanju evropskih projektov, moramo vsi skupaj še bolj stremeti k temu, da ustvarjamo v naši državi atraktivno raziskovalno okolje in da najperspektivnejši mladi strokovnjaki ne bodo zapuščali naše države. V današnji razvojni paradigmi govorimo o industriji 4.0, če pogledamo nekaj 10 let naprej, je očitno edina možnost nova paradigma, tako imenovana družba 5.0, ki bo v veliko večji meri vključevala tudi humanizem in družboslovje. Samoumevno sledi, da bodo morale biti nove generacije diplomantov, ki bodo razvijale nove tehnologije in nove storitve, še boljše, še inovativnejše, morale bodo imeti tudi širok multidisciplinarni pogled na svet. Pri izpolnjevanju te naloge bodo morale odigrati ključno nalogo univerze oziroma fakultete. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, dovolite mi, da se ob tej priložnosti iskreno zahvalim vsem, ki ste v letu 2019 podprli Slovensko znanstveno fundacijo, vsem prejemnikom priznanj pa iskreno čestitam. Slovenski znanstveni fundaciji še naprej želim uspešno delo pri spodbujanju okolja za razumevanje znanosti v najbolj plemenitem pomenu te besede. Hvala. Gospodu rektorju, profesorju doktorju Igorju Papiču, najlepša hvala za ta spodbudni govor, slavnostni govor današnje akademije. Sedaj pa vabim k besedi še gospoda Lojza Kovšca, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gostitelja, torej v njihovih prostorih, v njihovi prenovljeni dvorani po 60 letih, kar je veliko zadovoljstvo. Seveda pa vidi gospod predsednik, da je ta dvorana za tako število še zmeraj premajhna. Ko pride demos tam, ljudstvo sem, potem vemo, kaj moramo narediti, povečati dvorano. Torej, gospod predsednik Državnega sveta, mikrofon je vaš. Hvala lepa. Spoštovani, dovolite, da vas najprej pozdravim v svojem imenu in imenu Državnega sveta drugega doma Slovenskega parlamenta. Res sem prav ponosen, da se je danes tukaj izbralo tako imenitno občinstvo. Take priložnosti, po mojem mnenju, doslej še nismo imeli, upam pa, da jo bomo imeli še večkrat. V teh dneh, kot je današnji, praznujemo pravzaprav praznik znanosti, pa tudi praznik človeške zvedavosti in iznajdljivosti, ki je bila gibalo napredka v vseh zgodovinskih obdobjih, ne le danes. Kako bleščeče svetijo zvezde znanosti, pa je odvisno od veliko različnih dejavnikov, tudi od tega, kakšna je politična volja in sprejemanje v odnosu družba-znanost. Državni svet oziroma drugi dom Slovenskega parlamenta je edini politični organ, ki je politiko pustil pred vrati, z namenom, da vso težo in odgovornostjo posveti široki paleti interesov slovenske družbe. In znanost, izobraževanje, raziskave in razvoj so tiste temeljne vrednote, ki jih v naših vrstah cenimo in resnično spodbujamo. Vesel in počaščen sem, da vas lahko gostimo v svojih obnovljenih prostorih in skupaj z vami čestitamo vsem dobitnikom in prejemnikom odličij ob zahvalnem dnevu Slovenske znanstvene fundacije s podelitvijo priznanj Prometej znanosti in razglasitvijo častnih nazivov Zvezda 2.5. Se opravičujem, Zvezda 25. Slovenskega festivala znanosti ter Komunikator znanosti leta 2019. Zveneči naslovi skrivajo v sebi tisoče in tisoče ur predanega dela, zagnanosti in optimizma, ki nas edino lahko rešuje kot družbo, ki se zna in zmore ukvarjati s potrebami človeka,
skupnosti in okolja. Kot je pred dnevi na tem mestu že opozorila moja kolegica, državna svetnica dr. Branka Kalenić-Černošak, pa žal to vse manj velja za našo državo. Ni potrebno biti kritizer, ampak vseeno. Imamo težave s podnebnimi spremembami, demografijo, premajhnim financiranjem znanosti in visokega šolstva, katastrofalnimi čakalnimi vrstami v zdravstvu, zanemarjanjem starejših, nevzdržnimi delovnimi pogoji v bolnišnicah, šolah in fakultetah, zatiskamo si oči pred materialno revščino vrhunskih umetnikov, ne zmoremo zgraditi inštitucij nacionalnega pomena, kot kaže pa smo sedaj še državo pahnili v novo politično krizo. Kdaj bo končno nastopil čas streznitve in drugačnega ukrepanja, ko bo luč razuma osvetlila tudi bolj temačne kote našega vsakdana, pa je odvisno tudi od vas, dragi znanstveniki in raziskovalci, ter vsi prijatelji znanosti. Od leta 2003, odkar se podeljuje priznanje Prometej znanosti, se bistveno bolj zavedamo, da dober glas seže v deveto vas in da odličnost v komuniciranju ni podarjena vsakomur, temveč podeljena le redkim izbrancem. In ti si brez dvoma zaslužite vse priznanje. Krepitev znanstvenega duha in moč znanstvenega raziskovanja pa je nekaj, kar v Slovenski znanstveni fundaciji res znate spodbujati, zlasti med mladimi generacijami slovenskih raziskovalcev. Časi, ko so po svetu hodili ilovičasti ljudje brez ognja ter žara topline v sebi, so davno za nami. Ogenj z Olimpa pa še vedno gori in ožarja odličnost človeka ter družbe. Brez znanja ne bi bili to, kar smo. Mojstri vešči premikati gore, večje in težje od nas. Spoštovani, Slovenci smo uspešen narod, uspešen na številnih področjih, na kar smo lahko izjemno ponosni. Naši športniki posegajo po najvišjih odličjih in premikajo meje mogočega. Tudi kulturniki so svojo izvirnostjo priznani širom po svetu. Ampak neizbrisen pečat pa puščajo predvsem znanstveniki in vaša odkritja. Žal je takšno delovanje pogosto povezano z visokimi stroški, ki jih država ne pokriva v zadostni meri, čeprav lahko priznamo, da se stanje počasi izboljšuje. V letu 2018 je država namenila za raziskave in razvoj 2% sredstev BDP-ja, kar je dobrih 11% več kot leto poprej. Pomemben vir sredstev in podporo pa zato predstavljajo donatorji oziroma sponzorji in zato je res prav, da se jim ob tej priložnosti iskreno zahvalimo. Pa ne le njim. Zahvala gre tudi drugim današnjim nagrajencem Slovenske znanstvene fundacije, ki ste znanost na sebi lasten in izviren način približali ljudem, ter še posebej med mladimi spodbudili večje zanimanje zanjo. Spoštovane gospe in gospodje, predno vas prepustim aktivnosti, ki se bo danes tukaj odvijala, dovolite, da, ker smo v hramu demokracije in tam, kjer se civilna družba sreča s politiko, povem nekaj, kar sem slišal v enem pogovoru enega starejšega, renomiranega znanstvenika in mlajšega politika. Ta mlajši politik mu je na vso silo zatrajeval, kako rad ima znanost in kako jo podpira, pa mu je znanstvenik rekel: mladi mož, največje priznanje in izkaz ljubezni do znanosti boste dosegli tako, da boste kaj znali. Hvala lepa. Gospod predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, najlepša hvala za vaš govor in za ta dodatek, ki je popestril in povečal aplavz, prav gotovo. Torej, sedaj prihajamo na res uvod v samo slovesnost in kako je lepše začeti slovesnost kot z glasbo, ki jo poskuša vsak izmed nas razumeti, pa morda je nikoli nihče pravzaprav ne more popolnoma razumeti. V sodelovanju med Slovensko znanstveno fundacijo in ustanovo Galus smo za nastop na Slavnostni akademiji izbrali Timoteja Vilemvalta, 17-letnega dijaka 4. letnika violine na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Njegova velika želja je postati violinski virtuoz in kot solist nastopati z mednarodno znanimi simfoničnimi orkestri na velikih orkestrnih odrih sveta. Cilj je seveda ambiciozen, vendar tudi uresničljiv. Tako in mislimo, da je na dobri poti, da se mu ta želja uresniči
Violino igra že več kot 10 let, za njim so številni nastopi tako v Slovenski filharmoniji, v Cankarjevem domu, večkrat nastop pred predsednikom Republike Slovenije in podobno. Morda pa se ga boste nekateri spomnili, leta 2016 je skupaj s svojim najboljšim prijateljem Lenartom Prekom v duetu Wild Art zmagal v 6. sezoni TV šova Slovenija ima talent. Spomladi ga čaka glasbena matura in na to nadaljevanje šolanja. Upa na študij na Univerzi za glasbo v Gradcu, pri renomirani profesorici. Pri tem ga podpirajo vsi, še prav posebej, kar je pričakujoče, pa vendarle, da pohvalimo njegova družina, njegovi družinski člani. Prisluhnimo sedaj sonati za violino številka 1 opusa 1001 v G-molu in sicer fugi. Prosim, Timotej.